V Franciji se jim je pa čisto trgal. Razcapanci na posnetku niso slači fantje Chippendales, ampak šefi letalskega prevoznika Air France. Uslužbenci državne firme so znoreli, ko se je izvedelo, da nameravajo odpustiti skoraj 3000 ljudi. Ja, tako je narod moj. Slovenc samo gobca, Francoz pa to dejansko naredi. In medtem, ko Janez v gostilni kriči, kako je treba vse tajkune premlatiti, Jean-Pierre svojega direktorja sleče in ga puščije. Tako. Francozu se mal pokvari sir, pa zažge pol Pariza. Pekarni zmanjka baget, pa uniči pol pridelka. So gajstni ljudje. Slovenci, naučite se kaj. Slovenski tajkuni vam pa dve besedi. Matija Gubec. Ja, ker se enkrat Slovencu zmeša, ne bojo strgane sam srajce, ampak bojo grofa tako kot prasca nataknili na kol. Pazite se, fantje. Ne vem, mogoče pa nismo več tako pogumni, kot naši predniki, ne? Je pa res, da so Matijo razčetverili, ne? Lahko bi celo rekli, da je bil prvi, ki je plesal razčetvorku. Dobro, poglejmo še v Sirijo. Ruski medved zadnje tedne pridno bombardira Sirijo in pomaga kolegu Asadu, kar se lepo vidi tudi v njihovem TV programу. Одной из главных тем недели. В Сирии продолжается операция российских воздушно-космических сил. Как отмечают эксперты, время для нее с точки зрения погоды выбрано очень удачно. Октябрь в Сирии в целом благоприятный для полетов месяц, но это не может оказать серьезного влияния на бомбардировки. З всхода приhaja циклон кассетных бомб. За конец тедна pa napovedujejo pojav brezpilotnih letal. To so pa Rusi, nekih vidim, ki v športu poročajo o rezultatu na bojišču. Mati, Rusija na tekmi v gosteh vodi, kar je dokaz, da je reprezentanca dobro pripravljena. Ali pa segment Rdeče zvezde, v kateri Angela Likovičovska razlaga: Uniforma se narejena po zadnji modi in se lepo ujemajo z barvo peska. Primerna pa je tudi za bolj svečane večere. Ne se zdaj bavati, ona je bila voditeljica, ki je bil Lenin še otrok, ja? Glejte, Rusi to znajo. Novice morajo biti ažurne in zanimive. Ali pa narediš tako, kot delajo Albanci, lej. Pas arrestimit të 20 vjeçarit Njacaj, Odër, drejt kryeqendrës së Veriut është nisur në grup që Dimitër Bushati priti sot një takim homologun e tij grek Nikos Kodzias. Lej, Albanija, kjer razgalijo najbolj polne novice. Ni zakaj, uporabite Albanci moj slogan. Lej, znajte se, tudi jaz za rejtinge kažem joške, sem imam srajco čez. In ko smo že pri Siriji, kako gre pa kaj Američanom? Ameriška letala naj bi kar 30 minut bombardirala bolnišnico v Kunduzu na severu Afganistana in pri tem ubile 9 članov organizacije Zdravniki brez meja. Jaz ne vem, kako se ti lahko to zgodi. Američani, a vi nimate tako dobrih vremenarjev kot Rusija, ali kaj narobe? A vam posodimo pečenka, on to obvlada. Pa od vsega, kar bi lahko bombardirali, razsujete ravno bolnišnico. Kaj boste naslednjič? Sirotišnico, dom upokojencev? A je treba vse poprek ali kaj? Ok, Amerika, koliko pa je teh talibanov in njim podobnih pezdetov? Nekaj čez 6 je, ne? Njih pa ful. Ne, zdaj poslušajte, ker bom z eno besedo rešil zunanjo politiko. Rambo, ja? Pospravite svoje bombnike in pokličite spet Rambo, ali pa čaka Norrisa, Terminatorja, Brusa Willisa, ne vem. Dejte jih zbobna skupaj, pa jim recite, ne naredijo še vsaj 3 tako bedne filme, okej? Okej, dajmo se na hitro vrniti nazaj v Slovenijo. Kdo med vami nima rad vesolja, astronautov in vsega, kar je povezanega s tem? A je kdo? Mislim, da ne. Mramor, tebe ne štem, ker vem, da nočeš, da te odkrijejo, da si z Marsa. Lejte, odkrili so vodo, kdo ve, kdaj odkrijejo dušeno brlog gor, ne veš, ne. Kakorkoli. A ste vedeli, da več kot 1/3 ljudi verjame v astrologijo? Oziroma ste vedeli, da 1/3 ljudi je bebcev? Ne vem, no. Med njimi je očitno tudi naša država. Izvedelo se je, da Javna agencija za raziskovalno dejavnost bo torej namenila skoraj 10 jurjev za knjige na temo astrologije. In za kakšne knjige gre, Jerca? Knjige Devica, analitična čutilka, Rak, intimni čustvovalec, Lev, samocentrični intuitivec je le nekaj naslovov del Matjaža Regovca, ki so prejela vsaka po več 100 evrov od države.
Avtor teh knjig, Matjaž Regovec, psihoanalitik in psihološki astrolog, kar po domače pomeni, da meša meglo in poskuša ljudi prepričati, da se da ljudi analizirati s pomočjo horoskopa. Lahko pričakujemo, da bo država naslednjič financirala šloganje iz kave in ptičjega drobovja. A bomo plačevali raziskovalce, da dokažejo, da je Zemlja ploščata, ali pa bomo uvedli presaditev srca s homeopatskimi tabletami. Jaz mislim, da nas to še vse čaka. Znanstveniki moji, ostane vam samo ena stvar. Astronomijo zamenite za astrologijo. Ker za našo državo je to eno in isto, očitno. Pač besede, koga briga. Jaz vam povem samo to, da v horoskop ne verjamem, ker sem oven in ovni ne verjamemo v te bedarije. Je jasno? Ni šanse. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.